Spoštovani, pri Slovencih so vse od Rubarja naprej ljubezen do jezika in knjige ter ljubezen do domovine neločljivo prepletata in podpirata. Pomembno vlogo pri tem imamo tudi knjižnice, hraniteljice knjig in drugega gradiva, ki govori o dosežkih naših prednikov. Iz njih črpamo navdih za dejanje v sodobnosti ter ustvarjamo zaupanje v prihodnost. Med pomembnejše dogodke ob letošnjem praznovanju 30. obletnice samostojnosti Republike Slovenije sodi tudi izdaja obširne monografije o osamosvojitveni vojni leta 1991 v Posavju avtorja Mitje Teropšiča. Knjiga obravnava razvoj in delovanje teritorialne obrambe v Posavju s posebnim poudarkom na letih 1990 in 1991. Boji v Posavju so dobro popisani in opisani, še posebej podrobno boj v Krakovskem gozdu, kjer je bil Mitja Teropšič poveljujoči častnik. S ponosom se vključujemo v obeležitev te pomembne obletnice, avtorju pa izrekamo hvaležnost, da je prav knjižnico Brežice izbral za kraj premierne predstavitve svoje nove knjige. Naj slednja nagovori čim več bralcev in raziskovalcev zgodovine. Posamezne vsebinske dele bomo v nadaljevanju dogodka odstirali v pogovoru, katerega bosta sooblikovala avtor knjige, upokojeni polkovnik Slovenske vojske Mitja Teropšič in sodelavec bibliotekar dr. Dejan Pacek. Izdajo knjige Posavski teritorialci v osamosvojitveni vojni 1991 sta podprli tudi občina Brežice in pokrajinski odbor Zveze veteranov vojne za Slovenijo Posavja. V imenu slednjih nas bosta nagovorila župan Ivan Molan in predsednik posavskega odbora veteranske organizacije Anton Župančič. Izvolite. Spoštovani avtor Mitja Teropšič, spoštovani predstavnik veteranov vojne za Slovenijo, vsi ostali zbrani, prav lep pozdrav. Veliko veselje in čast mi je, da danes tudi lahko ob 30. obletnici samostojnosti spregovorim ob tem dogodku, kjer predstavljamo praktično takrat razvoj teritorialne obrambe. Dejstvo je seveda, da pred 30 leti je bilo sigurno po mojem mnenju najpomembnejši dogodek, kar se tiče razvoja samostojne Slovenije, kajti takrat smo res postali prvič v dolgi zgodovini Slovenci samostojni, praktično smo postali tisti, ki odločamo sami o svoji usodi. Seveda v tem času, v 30 letih je razvoj Slovenije velik in prepričan sem, da so uspehi izredni. Konec koncem tudi, če gledamo sam razvoj občine Brežice, lahko vidimo, da se je praktično v 30 letih čisto prenovila. Kljub vsemu, da včasih imamo pomislek, Slovenija je postala tako socialna država, ki seveda gleda tudi na naravo in pa na druge zgodovinska dejstva. Prav pa je, da seveda se ob 30-letnici tudi spomnimo tistih dogodkov, ki so bili pa zelo pomembni, da je sploh do tega prišlo. Velikokrat skoraj danes pozabljamo, da smo vsi to svobodo zbojevali in seveda, da so bile za to tudi smrtne žrtve. Seveda vemo, da tudi v Posavju, kjer je bila praktično prva vojna žrtev, tu pri nas v Rigoncah, in zato je prav, da tudi ob taki obletnici se izdajo takšne knjige in pa ostali dogodki se dogajajo, da tudi spomnimo sedanje generacije, da nam samostojnost ni samoumevna, da je bila izbojevanja in da je potrebno tudi spoštovati. Zato seveda tudi v občini Brežice smo z veseljem podprli ta dogodek in pa izdajo knjige, kajti prav je, da tudi mlajše generacije se zavedajo, kako smo prišli do te samostojnosti, ki nam danes daje možnost tako za osebnostni rast, kot tudi za razvoj naše lokalne skupnosti. Sam osebno si bi želel, da bi takšnih dogodkov bilo čim več, da bi se tudi naši mlade generacije, otroci v šolah čim več o tem seznanili, da ne pozabimo stvari, ki so se nam zgodile,
da ne pozabimo razlogov, zakaj smo sploh do tega prišli in pa seveda, da tudi cenimo to, kar smo naredili. Upam pa samo, da tudi po 30 letih postanemo vsi skupaj malo bolj spoštljivi do naše preteklosti in pa seveda, da se tudi bolj povežemo, kajti dejansko prej smo se lahko zgovarjali vedno na nekoga drugega, sedaj pa svojo usodo imamo v svojih rokah in jaz upam, da se tega zavedamo in da bomo tudi vsi, ki smo odgovorni na teh položajih, znali to ceniti in pa seveda se tudi tako obnašati in razvijati to Slovenijo, ki je bila, še enkrat povem, izbojevanja z krvjo naših ljudi, tudi znali ceniti in jo tudi razvijati. Hvala lepa in želim seveda, da bi to knjigo čim več ljudi si lahko ogledalo, prebralo in seveda, da ob njej tudi razmišlja o tem, da je potrebno našo preteklost ceniti. Hvala lepa. Spoštovane občanke in občani občine Brežice in Posavja. V imenu Zveze veteranov vojne za Slovenijo, ki je izdajatelj knjige Posavski teritorialci v osamosvojitveni vojni, izrekam zahvalo njenemu avtorju Mitji Teropšiču na izrednem delu, zgodovinskem zapisu dogodkov vojne za osamosvojitev leta 1991. Posebna zahvala tudi v imenu vseh teritorialcev, pripadnikov teritorialne obrambe iz Posavja, Brežic, Sevnice in Krškega, ki smo bili vpoklicani leta 1991 in smo aktivno sodelovali v osamosvojitveni vojni. Namreč Mitja Teropšič, kot načelnik 25. območnega štaba, njegov poveljnik Ernest Breznikar in tudi ostali častniki so imeli na plečih in na ramenih veliko breme odgovornosti, tako za izvedbo nalog in ukazov, ki so prišli iz republiškega štaba. Skrbeli so za zdravje in življenje naših vojakov, pa tudi civilistov. Zahvala njim gre za to, da ta vojna se končala uspešno, z minimalnimi žrtvami in da smo v vseh bojih in spopadih, v katerih smo sodelovali na območju Posavja, išli kot zmagovalci. Iz knjige se izžareva en poseben duh, mož in žena Posavcev, njihova trma, ki je bila značilna že v zgodovini iz prejšnjih stoletij. Tukaj se je branila Evropa pred Otomanskim carstvom, ki je širil svoje lovke v Evropo in nikoli niso bili pokorjeni. Skratka, v vojni leta 1991 je zmagala trma, je zmagal pogum, je zmagala odločenost, da ostanemo na tem prostoru, na svojih poljih, svojih vinogradih in gozdovih in za svojimi običaji. Sama knjiga je izredna. Jaz sem v zadnjih dnevih jo uspel ne še v celoti prebrati, vsekakor pa prilistati. Je zelo dobro dokumentirana, opisana z akterji, sodelujočimi v posameznih spopadih. Mitja Teropšič, avtor knjige, ki je večino svojega življenja posvetil tako razvoju teritorialne obrambe, neprecenljiv njegov prispevek je bil med samo osamosvojitveno vojno in pa tudi potem v razvoju Slovenske vojske, je to resnično naredil na en strokoven in profesionalen način. Knjiga bo ostala zanamcem, ostala bo mlajšim generacijam, ostala bo knjižnicam. V naslednjih dnevih bo tudi preko 80 izvodov te knjige romalo praktično na vse naslove območnih združenj veteranskih organizacij po Sloveniji. 4 ali 5 izvodov knjige bo tudi dostavljene v Narodno univerzitetno knjižnico. Sam to knjigo vidim tudi kot učbenik in pa učilo. Namreč v zadnjih letih Zveza veteranov vojne za Slovenijo veliko da poudarka na mladih, na predavanjih, ki jih organiziramo po osnovnih šolah, in ob tej priložnosti vabim ravnatelje brežiških osnovnih šol, da se priključijo sodelovanju za izvedbo tovrstnih predavanj. Knjiga, ki bo imela tudi mesto v brežiški knjižnici, bo na voljo vsem. Zato pozivam vse občanke in občane, da obiščejo brežiško knjižnico,
da poiščejo knjigo na policah in poiščejo tiste odgovore, ki so jim mogoče niso znani, ali da obudijo spomin, ki je po 30 letih seveda že zamegljen. Ob tej priložnosti vsem občankam in občanom občine Brežice, kako tudi Posavja, čestitke ob 30. obletnici osamosvojitve. Hvala. Pred 30 leti, 25. junija 1991, je Republika Slovenija slovesno razglasila svojo neodvisnost. V naslednjih dneh je sledila agresija Jugoslovanske ljudske armade, ki je hotela izničiti enotno voljo slovenskega naroda po življenju v samostojni in suvereni državi. Eno od ključnih prizorišč kratke, a intenzivne osamosvojitvene vojne je bilo Posavje. Vlogo Posavja in posavskih teritorialcev v osamosvojitveni vojni nam v svoji novi knjigi celovito predstavi upokojeni polkovnik Slovenske vojske, vojni veteran ter vojaški in vojni zgodovinar Mitja Teropšič. Gospod Teropšič, lepo pozdravljeni. Z veseljem. Bi nam za uvod v najin pogovor predstavili strateški in vojaški pomen Posavja v osamosvojitveni vojni. Zakaj je bilo vojaško dogajanje v tem prostoru tako zelo pomembno za slovensko in nasprotno stran? Ja, Posavje je dobilo strateško vlogo v trenutku, ko se je začela Slovenija osamosvajati. Zakaj je ta trenutek osamosvojitve pomemben? Zaradi tega, ker do obdobja nazaj, ko smo živeli v skupni domovini, meje med posameznimi republikami so bile praktično določene, niso pa bile uradne. Z osamosvajanjem Slovenije je tudi Posavje kot regija prišla v fazo, kjer je dobila tudi državno mejo. In s tem se je strateški in vojaški pomen Posavja močno povečal. V predgovoru knjige in v prvem poglavju sem želel orisati geopolitični prostor Posavja. Za tiste, ki ne poznajo ta vojaški vidik Posavja, sem predstavil tudi strukturo slovenskega bojevališča. To slovensko oziroma celoten slovenski prostor se razdeli na zahodno, severno in vzhodno bojevališče. To vzhodno bojevališče v sklopu tega bojevališča je tudi Posavje. Posavje je leta 1991 z reorganizacijo teritorialne obrambe, z oblikovanjem 25. območnega štaba postalo operativno območje 25. območnega štaba. Se pravi, takratne 3 statistične občine, Sevnica, Krško in Brežice, so tvorile ta operativni prostor. To se pravi, to je bilo pomembno za ta vojaška dogajanja in drugo, strateška smer. Vedno je bila aktualna in vedno bo Beograd, Zagreb, Ljubljana, takrat pa še posebej z magistralno cesto, ki se je imenovala cesta bratstva in enotnosti. Potem tu omenim tudi dvotirno železniško progo, ki je še vedno kot glavna žila vzhod-zahod. In pa tisto, kar je še posebej pomembno, to je edino vojaško letališče v Sloveniji, ki je bilo v Cerkljah ob Krki. Se pravi, to so te strateški vidiki in vojaški pomen Posavja. V knjigi prepričljivo utemeljujete oceno, da je bil razvoj teritorialne obrambe v Posavju zanimiv in specifičen. Lahko poveste kaj več o tem? Ja, prvo bi nekoliko širše opredelil zadevo in sicer zaradi tega, ker teritorialna obramba se je kot pomožna komponenta takratnih oboroženih sil v nekdanji Jugoslaviji razvijala v vseh republikah. Vendar v ostalih republikah, predvsem v republikah na vzhodu države ali pa, če hočete, na jugu države, se je teritorialna obramba nekako kar vtopila v Jugoslovansko ljudsko armado. Posamezne republike niso posvečale več pozornosti razvoju, ampak so pač smatrale, da je Jugoslovanska ljudska armada zadostna za obrambo v slučaju agresije od zunaj.
V Sloveniji je bil ta proces nekoliko drugačen. Predvsem republika in pa lokalne skupnosti, takratne občine so dajale teritorialni obrambi večji pomen. In tako se je teritorialna obramba razvijala sporedno z Jugoslovansko ljudsko armado in pa tudi nivo razvoja dosegla en višji nivo razvoja. Predvsem je bila pa pomemben razvoj v posameznih lokalnih skupnostih, ki so bile na nek način zadolžene tudi za financiranje in hkrati tudi za razvoj teritorialne obrambe. Ko govorimo o specifiki Posavja, moram reči, da smo bili mi edina takratna statistična regija, ali pa če hočete v sklopu višjega poveljstva, to so bili občinski štabi za teritorialno obrambo, ki so bili razviti v vsakih občinah, oziroma v vsaki občini smo imeli svoje skladišča. Zgradili smo svoje skladišča, ki niso bila v kompleksu objektov Jugoslovanske ljudske armade. Zdaj, to se pravi, to je ta specifika. Če me pa še vprašate, zakaj je pa to zanimivo? Zanimivo je zaradi tega, ker od vseh treh posavskih občin je bila gospodarsko zelo močna občina Krško. Ostali, Sevnica in Brežice, sta bili gospodarsko manj močni, ampak kar lepa in velika finančna sredstva sta namenjali za teritorialno obrambo. Tako da zraven tega, da smo prišli do objektov, smo seveda tudi kupovali sodobno orožje, sodobno vojaško opremo in s tem dvigovali bojno pripravljenost teritorialne obrambe. Zanimivo je še to, da je bila v Posavju tudi najmočnejša enota teritorialne obrambe namenjena za obrambo zračnega prostora. To je bil divizion zračne obrambe, ki je bil oblikovan v Krškem in je bil namenjen za obrambo nuklearne elektrarne Krško. Tako močne enote diviziona, to je v rangu bataljona pehotnega, se pravi 32 topov zračne obrambe kalibra 40 in 20 mm, raketni sistem in tako dalje. Res močna enota. In drugo zanimivo tudi zaradi tega, da se je teritorialna obramba v Posavju razvijala tudi specifično zaradi vojaškega letališča. Imeli smo enoto za obrambo letališča, imeli smo enoto za obrambo širšega prostora in to je ta specifičnost in to je tudi ta zanimivost Posavja. Kot resnično dramatičen in odločilen se kaže čas med 15. in 19. majem 1990, ko je bila preprečena razorožitev teritorialne obrambe v občini Brežice in občini Krško. V knjigo ste vključili ceno, da je to dejanje pripadnike teritorialne obrambe dokončno postavilo v službo domovine in nove demokratično izvoljene oblasti. Ja, zdaj po 30 letih lahko trdim, da je vojaški vrh v Beogradu naredil največjo strateško napako v trenutku, ko je izdal ukaz za odvzem orožja teritorialne obrambe, predvsem v Sloveniji. To je bil že, moram reči, nek signal, da Jugoslovanska ljudska armada resno razmišlja, da prepreči nek demokratični razvoj v takratni Jugoslaviji tudi z vojaško silo. Teritorialci, ki smo nekako se začeli, oziroma teritorialna obramba, ki je nastala leta 1968 in se razvijala do leta 1991, ko sem se z kolegi pogovarjal z vojaškimi tovariši, ki so bili že od leta 1968 vključeni v teritorialno obrambo, ki se je začetku imenovala, to so bile partizanske enote, se pravi, nek koncept je bil povzet še po drugi svetovni vojni, po NOB-ju, da so bili takrat, da so se že takrat čutili, da so v službi tako imenovane ožje domovine Slovenije, ne pa v službi širše domovine Jugoslavije takrat. To je ena zadeva. Druga, ko govorijo o tem, da je bila
enotna oborožena sila, vsaj v letih 90, teritorijalna obramba skupaj z Jugoslovansko ljudsko armado, enotna oborožena sila takrat jugoslovanske države. Morate vedeti, da je v Sloveniji razvoj teritorijalne obrambe bil v celoti vezan na prostor. To se pravi, bile so sicer tudi republiške enote, ampak specifičen razvoj je teritorijalna obramba dosegla v občinah, kjer smo imeli občinske enote, različne, in pa v krajevnih skupnostih in v delovnih organizacijah. Če povem, takrat je bilo, mislim, da je zdaj v občini 19 krajevnih skupnosti, takrat je bilo 18 krajevnih skupnosti, smo imeli 10 vodov teritorijalne obrambe v večjih krajevnih skupnosti, Brežice, Cerklje, Bizeljsko in tako dalje. V manjših krajevnih skupnosti, Pečice, Sromlje in tako dalje, so bili pa oddelki krajevnih skupnosti. In te enote so bile v primeru vojne namenjene za obrambo lastnega prostora, bom rekel, lastne krajevne skupnosti, lastnih vasi ali pa nekih pomembnih objektov. Tako da, še enkrat, tisto, kar se mi zdi zelo pomembno, in to sem v knjigi poudaril, da odvzem orožja, se pravi, ta trenutek, maj 90, 15. maj, je bil sicer ključen in štabi, teh 15-16 štabov skupaj za zaščitno enoto, ki nismo oddali orožja, smo na nek način zadržali teritorijalno obrambo in teritorijalna obramba je praktično zaradi tega tudi obstala. Tako da zdaj govoriti o neki novi in stari, jaz se v te dileme praktično niti ne bi spuščal. Jeseni 1990 je bilo orožje iz skladišč teritorijalne obrambe v občini Brežice in občini Krško prenešeno na tajne lokacije, po večini na domove zasebnikov. Na srečo nobeno od teh dela ni odkrilo. Ja, to je bilo obdobje tako imenovane manevrske strukture narodne zaščite. To je bil čas, ki sem ga jaz v knjigi opredelil nekje september do 5. oktobra, ko je uradno manevrska struktura praktično prešla v sestav teritorijalne obrambe. Vendar v Posavju razlike med manevrsko strukturo narodne zaščite in teritorijalne obrambe ni bilo. Tisti, ki so bili v manevrski strukturi, so bili praktično vsi tudi člani teritorijalne obrambe. Ali so bili v štabih, ali so bili v enotah. Na tajne lokacije smo orožje in strelivo prepeljali iz osnovnega razloga, ker smo se zavedali, da postoji možnost, da Jugoslovanska ljudska armada z močnejšimi enotami zavzame naša skladišča in nam to orožje na silo odpelje. Se pravi, zaupali smo v takratne ljudi, občane in občanke Brežic ali pa Posavja ali pa tudi v ostalih 16 občinah in prepeljali velike količine orožja, streliva in kasneje tudi zahtevnih minsko-eksplozivnih sredstev, kot so granate, bombe, na lokacije in jih shranili pri lastnemu narodu in dejansko v celotnem obdobju, recimo nekje september, oktober 90 pa do začetka vojne ali celo v času vojne skladišča niso bila odkrita. Tle bi želel pojasniti še eno specifiko, da smo v Brežicah naredili še eno lažno tajno skladišče. Zanimivo je zaradi tega, ker smo pripeljali en del orožja, sicer stare puške, v takratno delovno organizacijo Terme Čatež. Naš sodelavc je bil takrat zaposlen v Termah Čatež, rezervni častnik. Predvsej smo želeli preveriti, kako kontraobveščevalna služba, ki je bila zelo močna na letališču Cerklje oziroma obveščevalna služba, ali spremlja dogajanje v teritorijalni obrambi. To orožje smo prepeljali kar sredi dneva, naložili na kamion, odpeljali v delovno organizacijo z soglasjem s takratnim direktorjem, shranili not, zaplombirali in čakali reakcijo od nasprotne strani. Ker te reakcije ni bilo, smo bili nekoliko bolj mirni in sigurni,
da nas armada podcenjuje, da nas ne spremlja, tako da, kot se je kasneje ugotovilo, vsa skladišča v Brežicah in tudi v Posavju so ostala neodkrita in dobro, da je ostalo tako. Res je. Teritorijalna obramba v Posavju je osamosvojitveno vojno dočakala močno organizacijsko spremenjena, ne pa tudi kadrovsko. Da je torej zadišalo po Slovenski vojski? Ja, najprej bi spet želel nekoliko širše pojasniti zadevo. To si lahko vsak po svoje razlaga. Jaz nimam nobenih dilem, kdaj in kako je nastala teritorijalna obramba. Jaz se zavedam, kdaj je nastala. Bil sem vključen od leta 1974, ko sem končal častniško šolo, tako da tu ni dilema. Želel bi pa postaviti vprašanje oziroma pojasniti, kaj so glavni atributi vojske. Glavni atributi vojske so oborožitev, ljudje, oznake, formacije, taktika delovanja, pa še bi lahko našteval. To se pravi, te značilnosti vojske teritorijalne obrambe izhajajo iz obdobja, ko je začela nastajati in vse te značilnosti so bile uporabljene z nekaterimi spremembami v 90. in 91. letu. Nove oznake za teritorijalno obrambo, če nekdo reče novo teritorijalno obrambo, smo dobili tik pred vojno, to se pravi nekaj dni, ko smo zvezde zamenjali za nove kokarde z lipovim listom, z znakom, ki je tudi znak sedanje Slovenske vojske. Uniforme so ostale iste, kot so bile za več kot 99% posavskih teritorijalcev. Se pravi, uniforma je bila, če govorim v takratnem jeziku, SMB, maskirne uniforme je pa dobila le peščica članov območnega štaba. Zdaj oni v enotah so rekli, zakaj pa imate vi nove uniforme? Predvsem zaradi tega, da smo se razlikovali od oficirjev Jugoslovanske ljudske armade, da smo bili do njih, bom rekel, imeli malo bolj vojaški izgled in bili smo drugačni. To se pravi, niso nas več smatrali, niso nas več ocenjevali, da smo mi del oboroženih sil Jugoslavije, ampak so rekli, aha, to pa je verjetno neka nova vojska. Tako da stara nova TO le v toliko, da je bila v maju zaključena del ali pa zaključena reorganizacija na tem štabnem nivoju. Se pravi, oblikovali so se območni štabi, oblikovan je bil pokrajinski štab, to se pravi v Novem mestu, naš nadrejeni in pa republiški štab. Vse ostalo dol vojne enote so pa ostale praktično iste, kot so bile in tudi taktično, če se bomo o tem kaj pogovarjali, so bojno delovanje, tako kot so bile naučene v obdobju pred letom 90. Prvi dan osamosvojitvene vojne, 27. junija 1991, je v boju v Riguncah padel teritorijalec Cernej Molan kot prva smrtna žrtev v vojaškem spopadu za JLA. Ja. To je bil čas, kot ste zapisali v knjigi, ko ste bili posavski teritorijalci v veliki stiski in se je zdelo, da bo za zmago nad JLA potreben nič manj kot vojaški čudež. Ja, sicer zdaj, ko spet malo razmišljam o tistem času, moram reči, da smo se mi v štabu, predvsem mi v štabu, manj v posameznih enotah teritorijalne obrambe, ki so že bile mobilizirane, zavedali ogromnih vojaških potencialov Jugoslovanske ljudske armade. Zdaj o tem govoriti, ali je bila to 4. ali 5. oborožena sila v Evropi, sploh ni pomembno, lahko je bila tudi 10. Bila je glavna oborožena sila v takratni Jugoslaviji z ogromnimi vojaškimi potenciali na področju vseh rodov in služb, od pehote, oklepa, artilerije, zračne obrambe in tako dalje. Mi, ki smo se šolali kot častniki ali pa oficiri
v raznih centrih Jugoslovanske ljudske armade in sodelovali na skupnih manevrih, vajah za Jugoslovansko ljudsko armado, smo se zavedali teh potencialov. Ne. Teritorialna obramba ni imela enega oklepnega vozila, ni imela praktično na razpolago v začetku vojne nobenega orožja zračne obrambe, govorim za Posavje in tudi širše za Slovenijo. Zato lahko govorim, da smo, ko smo o tem razmišljali, bili v veliki stiski, ne, in celo pogovarjali smo o tem, da moramo razmišljati, da ko se začnejo boji, ko se začne vojna, da to razvlečemo, da je to dolgotrajno. Ne. Če je to kratek čas, ne, praktično nimamo nekih teoretičnih možnosti, ker bi prišlo do prevelikega ogrožanja tudi civilnega prebivalstva. To je bila ena zadeva, druga pa, na nek način smo morali prijeti v situacijo, da smo prevzeli vojaško inicijativo. Prevzem vojaške inicijative smo si v štabu predstavljali na ta način, da smo pokazali zobe. To pa pomeni, da ko sprejmemo boj, moramo biti tu agresivni in rezultat boja mora biti v našo korist. Če bi bili rezultati boja v korist Jugoslovanske ljudske armade, to pomeni, da bi bila inicijativa na njihovi strani in seveda to bi za naše teritorialce pomenilo velik psihični problem, ne, ker žrtve, ne, med vojaki, predvsem pa med civili, med njihovimi, ne, družinskimi člani bi vplivali na moralo. Se pravi, na nek način smo se pripravljali na dolgotrajno vojno, kar lahko tudi iz kart in tega vidimo, da smo večina enot imeli razporejeni v Bohorju gor, ne, to se pravi, ta del, kjer so enote se lahko pripravljale na oborožen spopad. Kaj pa torej nadomestilo ta vojaški čudež? Ja, vojaški čudež pomeni to, da praktično rezervna vojska, ne, kot druga komponenta oboroženih sil, ne, in to ene republike, ne vseh republik, ne, premaga tako močno oboroženo silo, kot je bila Jugoslovanska ljudska armada. To se pravi, imela je res premoč v zraku, na kopnem, razen v dveh segmentih, ne, je pa bila v podrejenem položaju. Ne. To je ta, bom rekel, enonacionalna struktura, ki je ni imela, večnacionalna struktura, predvsem med vojaškim kadrom, ne. Se pravi, ta zadeva pa v Sloveniji ni imela svoj narod za seboj, to je imela teritorialna obramba. Ne. Iniciativo ste pokazali za minometnim napadom na letališče JLA v Cerkljah ob Krki. Ja, zdaj seveda ta iniciativa se je pokazala v tem, da smo mi iz obrambnega položaja, ne, se pravi, obrambni položaj je, če nekje čakaš v zasedi, če nekje čakaš v obrambi, prišli v napad, ne, ker ognjeni udar ali minometni napad na letališče je že ofenzivno delovanje, ne, kakorkoli, zdaj nas nekateri pravijo, da to ni bilo pomembno, ne, iz tega psihološkega vidika je bilo zelo pomembno. Mi smo dokazali, da lahko streljamo po letališču, da lahko streljamo na razdaljah do 3600 metrov in da nismo samo teritorialci tisti, ki sedimo ali pa čakamo v zasedi, da nekdo pride do nas. Se pravi, tle je bil nek prvi znak iniciative in tudi zelo pomemben signal za nasprotno stran, ne, kar se je kasneje tudi zgodilo, to se pravi, aviacija je iz tega letališča v ta dan oziroma ta večer in naslednji dan preletela iz Slovenije. Na nekem drugem mestu ste zapisali tole sodbo. V naši vojni se nismo bojevali s številom, temveč z veščino in znanjem. V knjigi navajate dokaz za dokazom, da je temu res bilo tako. Bi prosim izpostavili še kakšen primer, ko znanje in veščina posavskih teritorialcev prideta še posebej do izraza? Ja, zdaj seveda vse boje
ki smo jih posavski teritorijalci borili z Jugoslovansko ljudsko armado, lahko govorimo o veščini in znanju. Če začnem pri Rigoncah, se pravi, enota, ki je šla, intervencijski vod Brežice, je morala sprejeti boj iz premika. To je v taktičnem pogledu najzahtevnejša vojaška operacija, kar pomeni, da prideš v položaj, ko ne moreš izbirati, na kakšen način boš napadel, ne moreš izbirati lokacije, ne, ampak si enostavno pred nasprotnikom in moraš v trenutku reagirati. Tle je poveljujoči častnik, stotnik Marolt, reagiral odlično. Ne. Tako je uporabil svojo enoto, tako je sprejel boj z oklepniki, čeprav se je zavedal, da so tromblonske mine in orožje, ki ga je imel, praktično pomanjkljivi za boj z močnimi oklepniki. Se pravi, tle govorimo o hrabrosti, o pravi odločitvi. O Cerkljah smo že nekaj govorila. Če gremo in pogledamo Krakovski gozd, ne. Značilnost tega diviziona, ki je iz močnih oklepnih vozil, 12 oklepnih vozil z dokaj močno oklepno zaščito, ne, ki jo ni možno prebiti z navadnim pehotnim orožjem, ampak moraš imeti zahtevnejša protioklepna orožja. Ta divizion je praktično prvi stopil iz Hrvaške na operativni prostor Dolenjske in Posavja. Ne. To je bilo že 27. junija v zgodnjih jutranjih urah, nekaj minut po polnoči. Ne. In takrat Dolenjski in tudi dve naši enoti sta se na Medvedjeku 28. in 29. borili. Ne. No in potem je poveljnik, takrat podpolkovnik Gutman, sprejel odločitev, da Medvedjek ni primeren kraj za zahtevnejši boj. Nekjer z vojaško ukano. Vojaško ukano je dovolil, da se je enota izvlekla, ker enota se je želela premakniti z Medvedjeka, zavedali so se, da proti Ljubljani ne morejo, hoteli so se umikati verjetno proti matični vojašnici v Karlovc, ne. Da se bojo, jim je dovolil, da so se umaknili in postavljena je bila zaseda v Krakovskem gozdu, kjer je včasih bil to pragozd, še danes je edina edina cesta, edina smer, ki seka Krakovski gozd, je avtocesta, ne, magistralna cesta. Ne. In v trenutku, ko so prišli v Krakovski gozd, ker niso spoštovali taktike delovanja lastne, to se pravi, premikali so se brez čelnega, brez začelnega zavarovanja in tako dalje, so padli v past. In topovi zračne obrambe, ki imajo izredno veliko ognjeno moč na daljavi tudi do 1500 in v zrak do 3000 metrov, so bili postavljeni v eno osko zasedo, ne, kjer smo se jim lahko približali in jih z protioklepnimi sredstvi uničevali. In druga zadeva, če še omenim Prilipe, ne, zelo pomembno, močna oklepna enota, 30 oklepnih vozil, spremljevalna vozila, najsodobnejši tanki M84 so se iz Jastrebarskega po takratnih hrvaških cestah in potem v Sloveniji, ko so prišli državno mejo že, ne, za katero smo mi govorili, da je državna meja, so bili kar naenkrat zaustavljeni v Prilipah, kjer jih je enota, ki je imela pravilne položaje, so bili zaustavljeni na močni barikadi, kanalizirani in zopet zaseda, bližina 150 do 200 metrov, idealni položaj za uničevanje oklepnih vozil, seveda, če imaš orožje protioklepno in drugo, če imaš hrabrost, da to narediš. Ne. Tako da, to je to, ne, vprašanje oziroma odgovor na vaše vprašanje. Pri navajanju dosežkov in zaslug teritorialne obrambe v knjigi niste pozabili omeniti odličnega civilno-vojaškega sodelovanja. Naj vam za konec zastavim vprašanje, kako je civilno prebivalstvo prispevalo k zmagi v vojni za Slovenijo?
Ja, že prej sem govoril, tam nekje v 70-ih letih je bil postavljen ta koncept splošne ljudske obrambe. Teritorialna obramba kot druga komponenta oboroženih sil ni imela lastne logistike. Mi smo se v celoti na logistično oskrbo oslanjali na prostor. To se pravi, če so bile to občinske enote na občinski prostor, če so bile to državne enote, govorim o brigadah, pa širše na državni prostor. Po tem konceptu so bile posamezne delovne organizacije v skladu z občinskimi načrti zadolžene za oskrbo oboroženih sil, tudi Jugoslovanske ljudske armade, vkolikor so se enote Jugoslovanske ljudske armade v primeru agresije na Jugoslavijo podredile teritorialni obrambi. Ker koncept obrambe Jugoslavije je bil ta, da bi se Jugoslovanska ljudska armada v primeru agresije Zahoda, NATO sil takrat, počasi umikala proti Bosni, ker so se zavedali, da ni bila sposobna se opreti močnejšim NATO-vim silam. Ne. In za umikom bi nekatere enote Jugoslovanske ljudske armade obstale na prostoru, bile podrejene teritorialne obrambe in skupaj bi se borili proti načrtovanemu ali pa eventualnemu agresorju. In v tem primeru bi lokalne skupnosti oskrbovale enote z hrano, za popravila vozil, popravila orožja. Bile so oblikovane, recimo Splošna bolnica je imela nalogo oblikovanje bolnišnice na tajni lokaciji v širšem rajonu Orlice. Tako da to v sami vojni leta 1991 je pa pomembno to civilno-vojaško sodelovanje bilo zaradi prvič, da so vse ovire v prvi fazi agresije bile postavljene po načrtih teritorialne obrambe, vendar so bili to kamioni, tovornjaki, ki so bili last recimo delovne organizacije Prevoz ali pa privatnikov iz širšega prostora. In to zadevo je uredil takratni upravni organ za obrambo. Oskrba s prehrano, se pravi, teritorialci nismo v svojih vojaških kotlih kuhali, ampak se v celoti naslanjali na menze, na razne gostinske obrate, ki so oskrbovali enote po celotnem terenu. Seveda pa tudi vozila, ki smo jih dobili, so bila vozila iz popisa, to se pravi od tistih, ki so ta vozila imeli, govorim spet za prevozna sredstva. To je to civilno-vojaško sodelovanje, ki je bilo v tem času zelo pomembno. Najpomembnejše je pa to, da je celoten narod stal za teritorialno obrambo in omogočil, da so se teritorialci v vsaki sredini, kjer so bili, čutili dobrodošle in na koncu tudi varne, tudi zaradi obveščevalnih podatkov, ki so jih civili zagotavljali. Gospod Rošič, najin pogovor se je iztekel. Zahvaljujem se vam za poglobljene odgovore. Želim vam še mnogo podobnih dosežkov, kot je vaša nova knjiga. Vsem nam pa ponosno in veselo praznovanje 30. obletnice največjega dosežka Slovencev v zgodovini. Razglasitve in vojaške obranitve samostojnosti lastne države. Hvala in lep pozdrav.